Bi rad začel z oglaševanjem na Facebooku in Instagramu? To so 3 stvari, ki jih moraš vedeti. Dober dan, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes na sporedu 47. oddaja in Zora nam bova govorila o treh stvarih, ki jih morate vedeti pred začetkom oglaševanja na Facebooku ali Instagramu. V zadnji oddaji je Zoran gostil prečudovito gostjo Dunjo Kristan. Kako je bilo, Zoran? Odlično je bilo. Tako kot vedno, kadar imamo gost, ampak z Dunjo je bilo še posebej dobro, tako da si moraš pogledati to oddajo, klikaj na link in potem skoči nazaj. Cool. Zdaj pa najbolj, da začnemo s to oddajo in sicer 3 stvari, ki jih morate vedeti pred začetkom oglaševanja na Facebooku in Instagramu. In pod prvo točko sva postavila, da si moraš postaviti oziroma jasno določiti cilje oglaševanja. Kaj to pomeni? To bi opredelila tako, da danes vse preveč oglaševalcev... Misliš si ciljno skupino? Ciljno skupino, res je. Se pravi, da je potrebno jasno določiti ciljno skupino. Danes vse preveč oglaševalcev ciljno skupino preveč na široko postavi. Se pravi, ko začneš oglaševati na Facebooku ali pa Instagramu, vzame zelo širok spekter, koga boš targetiral. Se pravi, če bi to povedal z vidika Ads Manager ali pa Power Editor orodja na Facebooku, to pomeni, da bo tvoj kazalec pokrival zelo široko, kje je to, v zeleni? V rdeči in da boš preveč ljudi targetiral. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo posledično Facebook ne bo mogel natančno servirati tistih oglasov ljudem, ker bo imel premalo podatkov. In tukaj neko vodilo mora biti, da vprašajte se, kaj je vaša ciljna skupina v realnosti in to samo preneste na Facebook in poskušajte ob tem pač zožati, da ne targetirate široko, ampak čim bolj specifično, tako kot je vaša ciljna skupina iz trženjskega vidika postavljena. Ja, in tukaj velikokrat nastane težava, kar sva tudi sama zaznala, da je definirana neka ciljna skupina, ampak potem ne veš, kako jo določiti na Facebooku. Zdaj seveda načinov je več. Eden izmed načinov je definitivno, da določiš neke demografske značilnosti in pa druge značilnosti o svoji ciljni skupini. Se pravi, da določiš starost, lokacijo, naprimer, da ni to celotna Slovenija, ampak je lahko v nekaterih primerih to naprimer Ljubljana z okolico, lahko je to Primorska, če je neka regija. Seveda se izkaže, če so druge stvari nastavljene, kot so neki interesi ali pa neke naprednejše oblike targetiranja, da bo še vsem bolj primerno, da je kar celotna Slovenija, kar sicer bodo pa druga skrajnost, bo pa ciljne skupine nizke. Naprimer, zelo zanimivo je tudi to, če poskušate z nekimi naprednimi oblikami targetiranja v tistem delu, kjer so interesi. To je, da naprimer, za primer, da imate izdelke za novorojenčke, lahko označiš, da naprimer targetiraš vse, ki so postali starši v zadnjem letu ali pa vse, ki pričakujejo in tako dalje. To je zelo enostavno nastaviti. Drug tak način je, da uporabite orodje, ki se mu reče Audience Insights. To je orodje, ki je specializirano prav za raziskovanje oziroma določanje ciljne skupine na Facebooku. In tam, kar je zelo zanimivo, je to, da lahko že za začetek preveriš, kakšne so značilnosti tvojih fanov. Recimo, da že imaš neko Facebook stran, ki ima nekaj tisoč naprimer sledilcev, ampak veliko podatkov o njih seveda nimaš oziroma ne veš, kakšni so. In če vstaviš svojo stran v Audience Insights, lahko hitro vidiš, kakšne so njihove značilnosti, katere druge strani imajo tudi še lajkane, kakšna je njihova starostna struktura in tako dalje. Uporabljaš ga lahko tudi, naprimer, da tako ugotoviš, katere
to, kar sem prej omenil, se pravi, katere strani imajo še lajkane in nekako probaš targetirati mogoče tudi te strani, če jih seveda lahko pod interesi izbereš. Zato, ker je vedno boljš pisati specifične Facebook strani, kakor pa splošne ključne besede. Pa, da ne bom preveč jaz zdaj splošen, če mogoče malo to konkretiziram. Naprimer, da v našem primeru digitalni marketing je naša tema, o katerem precej govorimo. Lahko bi med interese seveda napisali digitalni marketing in na podlagi tega ljudi targetirati. Ampak v to digitalni marketing, v to široko ključno besedo bo Facebook zajel tudi marsikoga, ki ga v bistvu digitalni marketing z tega profesionalnega vidika ne zanima toliko. In je veliko bolje, če preko Audience Insights poskušamo ugotoviti, katere so pa tiste druge strani iz področja digitalnega marketinga, ki jim ljudje sledijo in jih mi lahko uporabimo za targeting. Naprimer, Gary Vaynerchuk, Buffer, Social Media Examiner in vse tako naprej, vse te strani lahko dodamo v targetiranje in na ta način pač bolj specifično določimo našo ciljno skupino. Moramo biti pa zelo pozorni, samo še to povem, moramo biti pa zelo pozorni, da hkrati spremljamo tako imenovan affinity parameter, ali kakorkoli, da ko določamo to ciljno skupino, pa bo pokazala magar z eno slikco ali pa videom, naknadno v postprodukciji, da so med seboj relativno blizu, da je ta affinity dovolj visok, ampak so med seboj dovolj blizu, kar pomeni, da imamo precej homogeno ciljno skupino. Hotel sem samo to dodati, da ni nujno, da samo strani, ampak konkretno tudi produkti iz digitalnega marketinga ali pa storitve, ki jih potencialno oni lahko uporabljajo. Naprimer, v eni izmed prejšnjih oddaj sva omenjala orodja za optimizacijo spletnih strani, kot je Crazy Egg, kot je Kissmetrics, Unbounce, Optimizely. Se pravi, če targetiramo tiste ljudi, ki želijo optimizirati spletno stran, lahko po teh orodjih naprimer targetiramo. Ok, mogoče če še enega ali pa dva načina navržem. Eden je sigurno, da poskusite targetirati konkurenco, ker namreč konkurenca je že na nek način naredila domačo nalogo za vas, lahko da je, in sledilci konkurence so zelo verjetno tudi vaši potencialni kupci. Tako da, če poskušate targetirati njih, je tudi ena izmed dobrih načinov. In pa mogoče še tak zadnji je, da uporabljate custom audience. V bistvu zelo, zelo pomemben. Ja, zelo pomemben. Velikrat premalo izkoriščen, da targetirate ljudi, ki so naprimer obiskali vašo oziroma tvojo spletno stran, mogoče neke specifične dele spletne strani, ki so naredili že neko aktivnost na spletni strani, naprimer dodali nekaj v košarico, pa niso opravili nakupa, mogoče pogledali nek landing page, pa niso opravili konverzije, potem preživijo dovolj časa na strani ali pa se konstantno vračajo, pa še vedno niso naredili tiste aktivnosti, ki jo vi želite od njega, od njih in tako dalje. In mogoče neka dobra osnova zate ali pa vprašanje, ki se ti pojavlja, koliko ne bo velika ta ciljna skupina. In če čez palc poveva, ta ciljna skupina ne bo velika okoli 100,000 ljudi, se pravi, ko boste en oglas naredili, plus minus 50,000. To je res tisti neki čez palca. Predvsem v prvi fazi je to pomemben, da ne sme biti prevelika, ne sme biti pa tudi premajhna, polka gremo pa nadalje v naslednjih korakih v prodajnem lijaku, pa je seveda lahko tudi manjša. Ok, nadaljno je pomembno, da izberete, določite vaše ključne pokazatelje uspeha ali pa KPI-je. Se pravi, velikrat ni dovolj, da meriš samo klike ali pa engagement na oglas, ampak mora biti tisto nekaj več. In ta nekaj več je konverzija, tista akcija, ki jo želimo, da jo potrošnik naredi na vaši spletni strani. Se pravi, kar hočeva povedati je, da ni dovolj, da merite samo, kako vam posamezen oglas performa, se pravi, kakšni so rezultati tega oglasa na Facebooku, ampak da greste še korak dlje, da pogledate, kaj se na vaši spletni strani dogaja. Tukaj je zelo pomembno, da povežete Facebook Pixel oziroma ga vstavite na vašo spletno stran, da se bo merilo te zadeve. Hkrati pa nadaljne tudi, da uporabljate Google Analytics in sledite
če smo v eni izmed prejšnjih oddaj govorila o optimizaciji prodajnega lijaka na spletni strani, se pravi, da imate na spletni strani vzpostavljen ta prodajni lijak in da lahko potem tudi sledite, kaj se direktno tukaj dogaja. Ker tako, kot sem rekel, ni dovolj, da spremljate samo tisto oglas. Ja, oglas ima lahko zelo dober engagement, zelo dobre klike, veliko šerov, ampak te ljudje pa potem na spletni strani ne naredijo nič oziroma ne naredijo tiste konverzije, ki bi jo res želeli, da bi dosegali prodajo vašega izdelka, storitve. Smo imeli že primer pri naročniku, pa ne samo enkrat skozi vsa ta leta, da je bil glas ful dober, veliko engagementa na njega, veliko klikov, izredno poceni kliki, quality score, pa za tiste, ki ne veste, kaj to je quality score, bomo dali en ping, pa napisali, kaj to je. V glavnem quality score 9-10 in na prvi pogled bi rekel, wow, odličen oglas, tole gre res super, prodaja pa skoraj nič ali pa tako. In takrat je treba razloge začeti iskati, mogoče oglas ne sporoča tistega ključnega benefita, ki ga mi v bistvu želimo izpostaviti oziroma tisto, kar želimo povedati, zato da bi prišel do konverzije. In pa na kar se izredno velikokrat pozablja, je to, kakšna je sama pristajalna stran. Ker namreč oglas je lahko še toliko čudovit in še toliko dober in ljudje točno to, kar hočejo in potem pridejo na pristajalno stran, ki je vse prej kot to, kar so si oni predstavljali in takrat nastane ta težava in se konverzije ne zgodijo. Dodal bi to, no, lahko je pa ta oglas, tudi če ni konverzij na spletni strani, odličen, se pravi, če ima quality score 9-10, ampak v kakšnem primeru? Takrat, ko gradimo, pa bo več o tem zdaj povedala, ko gradimo prvo fazo v celotnem oglaševalskem procesu na Facebooku ali pa Instagramu in to je awareness, se pravi zavedanje. Takrat pa v bistvu mi buildamo ta engagement, ker bomo potem tega uporabnika, ki je videl naš oglas, privabili v naslednjih fazah in ga pripeljali na spletno stran oziroma da naredi to konverzijo. Naprimer, če dam primer teh videov, ki jih delava. To je samo pač ta prva faza zavedanja. Ne? Kako bo, in če pogledate, mi tukaj ne buildamo, pa ne dajemo na konverzije, ki je lahko potem, da se nekaj zgodi na naši spletni strani. Ampak, da itek posredujemo vsebino in hkrati ustvarjamo to zavedanje kot point-out agencije. In tukaj, ja, je zelo pomembno, da je quality score potem visok, ampak nimamo pa v mislih še te konverzije. Ja, je nekem zelo basic funnelu, imamo te 3 korake, ki jih ima tudi zelo dober Facebook razporejene že tako vizualno, to je ta na začetku awareness, potem consideration in na koncu konverzija. In izmed vseh teh 3 seveda lahko zberete cilj, ki je za vaš oglas najbolj primeren oziroma za tisto, kar vi želite doseči, vaš KPI ne nazadnje in tako tudi dejansko nekako zgradiš ta funnel. Ok, to je tudi eno izmed zadev, ki jih morava povedati, ker velikokrat je vprašanje, ok, ampak preden začnemo oglaševati, kakšen budžet potrebujem, koliko moramo vložiti. No, v bistvu se da že z relativno majhnim proračunom poskusiti z nekim oglaševanjem, tako da že z nekimi 100 evri na mesec se da, ampak v tem primeru priporočava, da mogoče ne zgubljaš toliko časa s tem grajenjem nekega funnela in tako dalje, ker je premajhen to proračun, da bi dejansko lahko razporedil čez več korakov, pa če investiraš v eno in poskušaš skozi to eno kampanjo jo čim bolj optimizirati, testirati in tako dalje in najbolj izkoristiti teh svojih 100 evrov. In to nas pripelje do 3. točke, ki sva je zelo pomenljivo poimenovala, da nihče ne ustvari zmagovalnega oglasa, ampak ga zgradi. Kaj želiva z Nejcem tukaj povedati je to, da tudi če si največji pa najboljši strokovnjak, boš zelo, zelo redko v prvem poskusu naredil najboljši oglas, najboljši ever, ki bo deloval vedno povsod odlično.
tega ni, da deluje, da lahko nekaj kopiraš, pa da na enak način deluje tudi na drugih mestih. Mogoče so neki, kako bi rekel, ker sem te prekinil, ampak mogoče so neki okviri, ampak to ti še ne zagotovi najboljšega rezultata. In ja, glede na vsak brand, na vsako storitev je pomembno, da si vzamemo ta čas. Evo, zdaj pa izvoli naprej. Ni panike. Da ti ne bom vse besede. Ne, ni. Sam ne smem pozabiti, kar sem želel povedati. Veš. Ja, veš, zdaj pa sem malo pozabil. Res je potrebno to poskušati, različne stvari, ker tudi največji strokovnjaki enostavno ne morejo, oziroma to je ključna razlika, bi jaz rekel, med strokovnjaki pa med tisti, ki mislijo, da nekaj vejo, pa jih je v bistvu samo samozavest, dejansko pa nimajo tistega pravega znanja, je to, da pač naredijo glas in potem temu rečemo v angleščini set it and forget it. Tega ni. Strokovnjak bo vedno poskušal, testiral, optimiziral in spet testiral. Se pravi, treba je res to ključno, da ugotoviš, če si na pravi poti, je to edina pot. Testiranje, optimiziranje. Testiranje, optimiziranje. Tako da ne nasedati tistim, ki vam bodo rekli, ok, na tak način bomo delali in to bo prineslo take in take rezultate in to je zagarantirano. V digitalnem marketingu ni nič zagarantirano, se to je celotna lepota. In bolj morate poslušati tiste, ki bodo rekli, ok, to je naša začetna strategija, ki jo bomo testirali in na podlagi teh testiranj bomo poskušali izboljšati. To je ta pravi način ali pa ljudi, ki jih morate poslušati. Ne pa nasedati ljudem, ki vam bodo avtomatsko obljubili, ok, to bomo naredili in dosegali bomo take rezultate. Ker tega ni, tako kot sva zdaj poudarila. In to je lahko en tak nasvet tudi zate, za vas, ki se odločate ali pa date nekomu povpraševanje za vašo storitev za oglaševanje. Ok, so pa sigurno neki pristopi, s katerimi si lahko pomagaš in hitreje najdeš tisto ta pravo smer. Ena izmed takih funkcij, ki je bila na Facebooku peljana pred meseci, pa tudi mislim, da je še vedno ni vsem dostopna, to je Dynamic Creative. Gre za funkcijo, kjer lahko izbereš več različnih tekstov, več različnih naslovov, več različnih slik ali videov, več različnih pozivnih gumbov in Facebook iz vseh teh tvoje možnosti, ki si jih vnesel, naredi več različnih kombinacij oglasov in jih potem prikazuje različnim ljudem. S tem si povečaš na nek način doseg, več ljudi to vidi, kot hkrati lahko ena oseba vidi več različnih oglasov in je večja možnost, da bo reagiral na enega izmed njih. To je tudi fajn zato, ker s tem si nekako tudi prihraniš čas in na Facebook preneseš to optimizacijo in moram reči, da rezultati, tisto, kar smo mi uporabljali, so bili zelo, zelo dobri. Še? Ok, druga možnost je recimo split testing, da poskušaš z AB testiranjem. Facebook omogoča, da lahko testiraš 4 zadeve. Prva je placement, se pravi, kje se oglas prikazuje in potem lahko testiraš naprimer Instagram, Facebook, kaj boljš deluje. Potem lahko testiraš naprimer, ali boljš deluje v feedu ali boljš deluje na desni strani. Drug sklop testiranj je kreativa, se pravi, lahko probaš eno sliko ali drugo sliko. Tukaj bodi pozoren, da vedno testiraš samo eno stvar, ker sicer ne boš vedel, katera je ključno vplivala na razlike med A skupino in pa B skupino. Tretja zadeva, ki jo lahko testiraš, je ciljna skupina, lahko naprimer starost, pa rečeš, da imamo mlajše od 30 let, pa starejše od 30 let, lahko po spolu, lahko karkoli drugega pri ciljni skupini in pa še četrta zadeva je optimizacija prikazovanja, se pravi, kako Facebook optimizira kampanjo. A je to naprimer na klike, ali je to naprimer na oglede pristajalne strani in tako dalje. Mogoče je to AB testiranje ni mogoče pri vseh ciljih, je mogoče pri konverzijah, app installih, trafiku, pa mislim, da še eni, ni pomembno, no, ampak v glavnem ne moreš posod, pa tudi, če vedno ni dostopna vsem
oglaševalca. Ampak kje lahko to testirate, vam bo tako na prvem koraku pokazal Facebook. Evo, in pa še recimo eno izmed tudi trikov, ki jih sami uporabljamo, je, da poskušaš z manual bidom, se pravi, da sam nastaviš, koliko si maksimalno pripravljen plačati za klik, in enostavno ustvariš več identičnih oglasnih skupin z različnimi višinami, naprimer, da si pripravljen plačati 30 centov, pa 35 centov, pa ne vem, 50 centov in tako dalje, in potem vidiš, na katero je več konverzij in dejansko tisto usmeriš večino svojega budžeta. Cilj pri tem je, da da čim bolj izkoristiš svoj budžet, se pravi, da večino porabiš tam, kjer je nižji klik, ampak da hkrati tudi tiste, za katere moraš več na klik plačati, ampak se ti še vedno splača jih prav tako v bistvu zajameš. Ampak je to že kar precej napredna zadeva. Obstaja pa eno orodje, s katerim si lahko pomagaš, pa bomo dali link, ker se zdaj točno ne spomnim, Companion Labs, tako je. Lahko poskusiš in to zate orodje dela. Cool. Zoran, mislim, da je čas. Čas je, da zaključimo oddajo. Če imaš kakšno vprašanje za naju, napis spodaj, oziroma lahko nama daš tudi kakšen prijeten komentar. Tako da, do naslednjič. Dio. Čau. Why?